ko neka stranka k tebi pride recimo zaradi težav z ramenom, potem, kaj ti začneš gledati, kaj je pri njemu v kolku, kaj se dogaja dol pri stopalu, vso to v bistvu celo povezavo. Kinetično. Ja, tako mogoče včasih, po mojem včasih kakšen občutek, da ga že malo zafrkavaš, ko on je prišel k tebi zaradi ramena, zdaj ga pa ti tle gledaš na kolku, pa s kolkom je v bistvu načeloma v redu. Kako so te povezave, mogoče, če to opišeš, kako gre tlele za stvar? Če se predstavljamo, da imamo desni bok više, bo načeloma telo reagiralo tako, da bo desna rama malenkost niže. Kar načeloma pomeni, da bo strukture, ki so na desni strani, bolj pod tonusom oziroma bo imeli višji tonus in bodo tudi načeloma, če gledamo razdalje, malo prikrajšane, medtem ko strukture na levi strani bodo bolj sproščene, oziroma niti ne bolj sproščene, v bistvu na nek način podaljšane. In zdaj lahko so tudi strukture na levi strani boleče zaradi tega, ker pač non-stop iščejo neko tenzijo, da bi v bistvu normalizirali pozicije sklepov. Ampak če nima dovolj moči, tega ne morejo, pa tudi če nam nek v bistvu, kako bi rekel, biomehanski oziroma statični predpogoj manjka, da se to lahko zgodi, potem se v bistvu delajo Sizifovo delo, in so na nek način non-stop pod tenzijo, hkrati pa utrujene in podaljšane, in take mišice dostikrat tudi bolijo. In potem se v bistvu razvijajo neki različni bolečinski vzorci, ki lahko preko latentne bolečine, to pač poznamo pri trigger point terapiji, pa tudi pri sami normalni masaži, pa refleksni masaži, v bistvu prožijo bolečino recimo na ramenski sklep, ali pa v bistvu povzroča spazem tudi potem na oddaljen sklep, in to potem tudi samo biomehaniko sklepa lahko spremeni. Zdaj najbolj povezava, kaj sem do zdaj imel v praksi, je bilo vedno z nekim zvitim gležnom, potem prikrite težave z kolkom, sakroiliakalnim sklepom, in tudi posamezniki ponovadi to potrdijo, da je bil prvo malo gležen, pa se je to umirilo, pa potem se je preneslo mogoče na kolk, pa je bilo potem v redu. Potem pa, ne vem, čez kako leto pa se v bistvu vse skupaj izrazi na vratu ali pa rami, naprimer. Se pravi, hočeš reči, da glede ramenski del je že tako komplicirana zadeva, in je ampak da je stvar še bolj komplicirana. Bolj komplicirana kot pa samo ramenski obroč. Tudi pogledni kot je lahko dostikrat imam sam to z izkušnje, ker pač imam poglednega kota malo avtomatsko, če ima nekdo pogledni kot ali pa da oko slabše vidi, bo normalno glavo vsakič malo zarotiral. Tako se tenzija preko skaleno sternokleidomastoidesa in globoki fleksorji vrata drugače prenaša na samo ključnico in ko se ključnica drugače pozicionira, se tudi sam glenohumeralni sklep pa tudi rotatorna mašeta posledično lahko začneta drugače obnašati, kot pa je normalno. To je čisto odvisno, lahko tudi dolgo časa sedeča drža, bolj kifotična drža, ramena potegnjena zgor zaradi dolgotrajnega sedenja in v bistvu ekstenzija vrata. In dejansko se v bistvu glenohumeralni sklep zapre, v bistvu prehod rotatorne mašete pod akromio-klavikularnim sklepom se isto zoža in pač imaš potem neko kaskado problemov, ko ne veš, kateri je bil točno prvi. Pogledni kot je lahko dostikrat imam sam to z izkušnje, ker pač imam poglednega kota malo avtomatsko, če ima nekdo pogledni kot ali pa da oko slabše vidi, bo normalno glavo vsakič malo zarotiral, tako se tenzija preko skaleno sternokleidomastoidesa in globoki fleksorji vrata drugače prenaša na samo ključnico in ko se ključnica drugače pozicionira, se tudi sam glenohumeralni sklep pa tudi rotatorna mašeta posledično lahko začneta drugače obnašati, kot pa je normalno. To je čisto odvisno, lahko tudi dolgo časa sedeča drža, bolj kifotična drža, ramena potegnjena zgor zaradi dolgotrajnega sedenja in v bistvu ekstenzija vrata. In dejansko se v bistvu glenohumeralni sklep zapre, v bistvu prehod rotatorne mašete pod akromio-klavikularnim sklepom se isto zoža in pač imaš potem neko kaskado problemov, ko ne veš, kateri je bil točno prvi. Pri rami načeloma dostikrat povezava gležn rama, čeprav ni direktno očitno. Torej zanimivo, gležn ram. To je v bistvu pri ljudeh, ko imajo že kronične težave in se v bistvu več kompenzacij nalaga eno na drugo. Zdaj, če si čisto predstavljamo, se je nekdo zvil gležn postaje nekoliko nestabilen, recimo da pronira navznoter, malo preveč se zvrača navznoter, in avtomatsko s tem pridobimo lahko bolečinski sindrom spodnjega uda,
kar potem posledično lahko privede do zamika medenice, se pravi, je en bok više kot drugi, kar posledično pomeni, da se tudi ramenski obroč na tisti strani, ki je bok više, odklonil navzdol proti boku. Ne? In dostikrat imajo ljudje na tisti strani težave z sindromom recimo zamrznjene rame, ali pa tudi imajo težave z prehajanjem v zunanjo rotacijo, ker je v bistvu ramenski sklep potisnjen navzdol, pa še dostikrat rahlo naprej zaradi tudi skrajšanih sprednjih prsnih mišic. Dejansko lahko, so primeri, ko lahko tudi zamrznjeno ramo v bistvu rešiš ali pa deloma odpraviš na način, da odpraviš težave v bistvu s stopalom gležnom v tem primeru. Čist direktno ne, ampak če hočem nekoga na dolgi rok spraviti ven iz tistega bolečinskega sindroma, pa sigurno je treba ponovila, če ne bi... Ja, zelo velika verjetnost je, da bi spet se zgodila cela kaskada kompenzacij, ki bi spet privedla do istega traumatičnega dogodka oziroma bolečinskega sindroma. Kako je pa mogoče s tem, recimo, če nekdo, ki je, kot smo rekli, dokaj kifotičen, zaprt, recimo, v tej poziciji, pa bi dal takemu človeku, recimo, neke prese nad glavo. Tak človek sigurno v štartu ni sposoben delati prese nad glavo z bremenom, če sploh ne z palico. Lahko pa nese to tudi težave, ne, v bistvu. To načelno lahko potem težave se samo poveča, ker v bistvu tesnitev tu spred tako velika, pa tudi sama lopatica se ne premika v dovolj dobrem ritmu in v bistvu lahko prihaja do poškodb labruma ali pa celo števil rotatorne manšete in v bistvu se s tem lahko zadeve še samo poslabšamo. Če pa najprej poskrbimo, da je mobilnost ramenskega obroča zadovoljiva oziroma primerna, pa potem vključimo počasi progresijo v te gibe, pa so ti gibi na dolgi rok v bistvu preventiva pred nadaljnjimi poškodbami. Tako da, na primer, preden začnem delati prese z bremenom ali pa tudi brez bremena, lahko gremo ob steno, rahlo odpremo ramenski obroč, se obrnemo proti steni, pa na primer valjamo gimnastično žogo ali pa valjček po steni navzgor. Pa to na primer ena taka, na nek način mobilizacijska vaja, hkrati pa tudi počasi ramenski obroč pripravljamo, da lahko sprejema obremenitve nad glavo. Koliko pa lahko z vajami s postopno progresijo v bistvu fleksije v ramenskem sklepu pod obremenitvijo izboljšamo samo mobilnost ramenskega sklepa. Torej, če se recimo ne posvečamo v bistvu gibljivosti posebej, ampak da v bistvu zgolj naredimo pravilno egzekucijo v trenutnem obsegu giba, ki ga stranka lahko naredi, ki ga pacient lahko naredi, torej, da zmanjšamo torej, fleksijo, torej, kot fleksije in to postopoma pač obremenjujemo iz tedna v teden oziroma zvišujemo to fleksijo. Lahko s tem dosti naredimo? Mislim, da če to jemljamo kot, v bistvu, kot neki območje gibanja, jemljamo podobno kot koordinacijo in jakost, vključeno z mobilnostjo, se da v bistvu dosti podobne gibe, kot so gibi za moč, se pravi razni presi, prenesti ravno v take situacije, kot sem prej omenil, na primer z valjčkom ob steni gor, ali pa z gimnastično žogo ob steni gor. In v bistvu s tem počasi lahko območje giba večamo. Zdaj za nekega starostnika, na primer, tudi že lahko tretiramo kot vadbo za moč, ker je načeloma njegova jakost toliko nizka, da dejansko s tem tudi posledično krepimo njegove mišice. V bistvu je pač odvisno od konteksta vsakega posameznika, pač prilagajamo vaje, da niso preveč agresivno, ne posega v samo jakost z nekimi zunanjimi bremeni, tako so na primer proste uteži, hkrati pa dajemo vseeno dovolj stimulusa, da v bistvu lahko skozi neko vajo napreduje tako v mobilnosti kot tudi v jakosti. V zadnjem času sem dobil dosta vprašanj od strank v zvezi z temi pripomočki, ki se zdaj zelo oglašujejo po internetu, na socialnih omrežjih, in sicer gre za te pripomočke, ki naj bi izboljšali držo, torej nek tak pas za torakalni prsni del hrbtenice, ki naj bi malo retrakcijo ramen izboljšal. Kakšno je tvoje mnenje o tem, kdaj, kako, morda, če? Zdaj sem s tem malo eksperimentiral. Zdaj, jaz tega sigurno ne priporočam, da se to nosi cel dan, vsak dan, ampak za kakšne akutne zadeve pred treningom, recimo, če imamo, da je nekdo zelo zaprt položaj, ga mogoče pol ure pred treningom damo malo v
v ta pas, da ga v bistvu akutno odpre prsni koš, v bistvu raztegne na nek način, ja, mobilizira. Potem pa vzamemo pas dol, naredimo aktivacijske vaje preko, še mogoče kako vajo mobilnosti, pa potem gremo v neke gibe, ki prej mogoče zaradi tega, ker je bil človek preveč zaprt spredaj, niso bili mogoči. V bistvu ta pas lahko pomaga en delček mobilnosti pridobiti, da lahko potem v treningu v bistvu gib boljše izvedemo. Ne bi pa nikoli tega pasa najprej uporabljal, zato da mi odpre ramena, poli pa šel zaradi tega z večjo samozavestjo dvigovati težino. Tukaj imam če se eno tako izkušnjo strankam. Vsi do zdaj, ki so probali, pa so probali to dlje časa nositi, sploh če me zelo slabo držajo. Je še slabše. Pa ponovadi zelo žul ta zadeva in zelo težko zdržijo dlje časa. Tako da mogoče res tak na svet, da mogoče res ti skrajša obdobje. Pa zelo je fino mogoče, da skupaj probate to zadeva, da vidite, če ga res popravlja, ali ga še sili v neko bolj čudno pozicijo. Ja, pa mogoče samo kot kratkotrajna razbremenitev. Ja, da se res... Pa da se vidi, ali res ta boljša drža pride iz prse kaptelice, ali to pride iz trening.